Jezus Kristus je Mesija, odrešenik, ki se je edini med vsemi odrešeniki na tem svetu žrtvoval. Nihče se ni žrtvoval, samega sebe. Nihče ni sebe žrtvoval. To je moja kri, to je moje telo. V odpuščanje grehov, zaveza. Torej, grehi so nam odpuščeni, če imamo vero v Jezusa. Če naša vera presega vse duhovne napade zla, vso negativo, ki jo mi doživljamo in verujemo preko vseh duhovnih napadov, hudičevih napadov, preko vseh preizkušenj in preko te zemlje v Kristusa Jezusa, ki sedi na desnici očetovi. Po veri v Jezusa mi stopamo k očetu in pred očeta. Po veri v Jezusa so nam grehi odpuščeni. Zato potrebujemo živo vero. Nima vere tisti, ki poje pesmice, ampak tisti, ki veruje Božji besedi, ki zaupa Kristusu Jezusu v vseh situacijah, ki se svojo zvestobo dokazuje svojo vero. In Bog takrat se naseli v nas svojo mogočno prisotnostjo. Vedno bolj in bolj, koliko mu dajemo prostora. Tako je Jezus tisti, ki je zmagovalec vsega. Dokazal je, da je zmagovalec nad materialnimi dobrinami, ko je delal znamenje in čudeže. Dokazal je, da je zmagovalec nad grehom, ampak tokrat na koncu je dokazal tudi, da je zmagovalec nad smrtjo. Če ne bi smrti premagal, bi vedno lahko rekli, ja, ampak smrt je bila pa močnejša kot on in je moral umreti. Seveda je umrl, ampak je tudi od mrtvih vstal. Mohamed je mrtev in ni v nebesih, oziroma ne more biti, kako sam pravi. Potem vsi drugi niso uradno živi. Za Budo je pač nekje, vsi drugi pa ne vemo. Razen za Mojzesa, ki se je prikazal Jezusu, in pa Elijo, ki se mu je prikazal. In Jezus je edini Mesija tega človeštva. Zato danes v tem zmešanem svetu, zelo zakompliciranem, če ga ne vidimo, da je kompliciran, potem še manj vidimo pravo situacijo tega sveta. Je izredno pomembno to, da imamo vero v Jezusa. Da smo Jezusovi po srcu, po duši, po dejanjih, po besedah. Da smo v Jezusu. Najbolj pametna stvar na tem svetu je vzdrževati se grehov in moliti. Povezovati se v molitvi z Bogom. Tako naša duša lahko veruje po Božji milosti preko tega sveta, preko vseh omejitev, tudi preko smrti. Jezus Kristus je se prikazoval še učencem in ti so potem bili pripravljeni iti v smrt. Prav vsi, ki so ga doživeli in ki so bili priče, od apostolov do glavnih učencev, in kasneje imamo kristjane, ki so kljubovali preganjanju države in hudemu duhu, ki se držav in voditeljev poslužuje. On se poslužuje vsega, bi rekel, na tem svetu, celo držav, celo svetovnih organizacij, da vodi ta duhovni boj, to bitko, ki je na tej zemlji med Bogom, dobrim in usmiljenim odrešenikom in Božjim načrtom, Jahveja, in pa med upornikom. Ne bom služil Satanom, nasprotnikom Boga. In če bomo gledali, bomo videli, da tisto, kar se dogaja na tem svetu, ali v naši državi, ali v javnem življenju, je vedno ali pravično, ali krivično. Je dobro ali zlo. Je tisto, kar Bog podpira, ali tisto, kar Bog ne odobrava. Zato je duhovni boj. In mi imamo Jezusa Kristusa, ki je edini vse premagal.
tudi smrt. Aleluja. Hvaljen Jezus in Marija. Amen.